Živjo! Zajtrk je moj najljubši obrok dneva, pač tako resno. In danes delam 3 fantastične zajtrke za fantastičen začetek dneva. Pa saj veste, po jutru se dan pozna. No, dajmo začeti, pa vsi so ful simple, pa ful hitri. Ok, tukaj imam čist navaden kozarec za vlaganje, ki je samo pač brez nalepke pa očiščen. In mi bomo naredili en super kozarček s sadjem, kosmiči pa jogurtom. Torej, začnemo s plastjo sadja. Jaz dam tukaj le nektarine. Potem moj najljubši, grški jogurt. To bo ful dober. Jaz imam res rada to kombinacijo. Grški jogurt, sadje, kosmiči. Pač nasploh obožujem hrano za zajtrk. Potem bom dala malo banan. Čudovito. Še eno žlico grškega jogurta. Ok, potem imate pa na voljo veliko kosmičev. Danes lahko najdete čisto vse. In pač zberete svoje najljubše. Jaz imam rada tele hrustavčke z ovsenimi kosmiči. Dodamo kar konkretno veliko kosmičev. Odvisno, koliko velik je kozarček. Lahko smo tudi fancy in zmešamo kosmiče. Še malo ovsenih. Ovseni kosmiči so v bistvu ful dobri za vas, ker vsebujejo veliko kompleksnih, ne vem, kako bi temu rekla, ogljikovih hidratov, ki se počasi sproščajo skozi dan in ste pač dalj časa siti, tako da, a ni to super? No, zdaj na tej točki lahko svoj sijajni kozarček zaprete in odnesete s sabo v šolo, službo, karkoli. Ali pa, damo še malo grškega jogurta, seveda, kaj pa drugega. No, in potem, ko je že ta kozarc ful lep, nadrobimo čez malo domačih piškotov. In mimogrede, recept za tele sijajne piškotke lahko dobite tudi na moji YouTube strani. Lahko tudi kliknete semle, pa vas bo odpeljal direkt tja. Tako da, a ni to super zajtrk? Naslednji je jabolčni smuti, ampak jaz temu rečem kar jabolčna pita. Boste videli zakaj. Ok, začnemo z enim jabolkom. Kar v blender, potem grški jogurt. Jaz bom uporabila grški jogurt pa mleko, ampak lahko komot zamenjate z navadnim jogurtom, kakšen tekoči, vse gre. Lahko pa tudi samo mleko ali pa sam grški jogurt, pol dobite pa tak mus, tako še boljš. Ampak evo, dam grški jogurt, malo mleka. Potem pride cimet, odvisno koliko cimeta imate radi, jaz dam takole pol žličke. In pa malo javorjevega sirupa. Zapremo in zmiksamo. Ok, smuti imamo. Ker to ni smuti in je to jabolčna pita, na dno kozarca damo svoje najljubše kosmiče. Lahko zberete kjerkoli. To bo testo. Bom dala malo telih hrustavčkov. Takole. Potem imam tukaj malo narezanega jabolka. Čez polijemo smuti. In pa potresemo še z malo kosmiči. Lahko dodate še kakšen košček jabolka. Pa malo cimeta. Evo! Smuti v minuti. Ok, in tretja stvar, ki jo delamo, je bananin sladoled. Tudi izgovor, da vam je zjutraj slabo, pa ne morete jesti, ni izgovor, da ne jeste zajtrka. Ker banane zmanjšujejo jutranjo slabost, a ste vedeli? Plus, kdo ne bi hotel jesti sladoleda za zajtrk, no? Tukaj le imam zmrznjene banane in vse, kar naredimo je, da grejo banane v blender, mešalnik. To je neverjetno dober. Nikoli več ne boste jedli drugega sladoleda, po mojem. Ko boste odkrili, koliko easy je narediti tak sladoled. Dobro, valjda boste jedli drug sladoled, ampak sladoled za zajtrk, no? Samo zblendamo. Vmes je seveda treba malo premešati, ker bo to sladoled in se banane rade tako malo, ne vem, sprimejo skupaj. Ok, in tole je nastalo. Sladoled, ne morete reči, da ni. In kar je najboljš, da lahko pojeste čisto vsega. Za zajtrk.
kdo ne bi jedel takega zajtrka? In to so samo banane, si morate misliti. Banane. Ok, jaz bom dala še malo arašidovega masla takole čez. Banane pa arašidovo maslo grejo super skupaj. To je vaš zajtrk. A ne zgleda dobro, no? Evo, malo črne čokolade. In banane resnično preprečujejo jutranjo slabost, tako da zajtrk je treba jesti. Evo, še sladoled. Ok, pa smo končali. Dost hitro je bilo, a? No, tukaj imamo zajtrk v kozarcu, smuti v minuti, pa sladoled. Pa dober tek. Simpel, sveže pa enostavno. Pa valjda božansko. Sveže iz kuhne. Mi se pa vidimo naslednjo soboto. Spet bom tukaj z novimi idejami. Čau!